Zdravo! Zjutraj pridemo v službo, se usedemo za računalnik, odpremo model in čakamo. Ja, nalaganje in regeneracija modelov si v določenih primerih vzame kar nekaj časa. Še posebej, če naš model ni popolnoma optimiziran. Vzemimo primer postavitve vzorcev oziroma patternov, ki jih zelo pogosto uporabljamo, ko delamo z večjim številom istih gradnikov. Ko se nam obseg vzorcev poveča, se nam hitro poveča tudi čas regeneracije. Pa mora biti tako. Seveda ne, Matevž, pokaži nam, kako pohitrimo nalaganje in regeneracijo modelov. Lepo pozdravljeni, moje ime je Matevž Cestnik in dobrodošli v današnjem namigu meseca. Zagotovo se pri svojem delu redno srečujete z izdelavo vzorcev oziroma patternov, zato vam jaz danes pokazal različne možnosti, ki lahko naredijo vaš vzorec bolj robusten, bolj stabilen oziroma močno skrajšajo regeneracijo vašega modela. Pa se dajmo pogledati. Torej, pri izdelavi vzorcev poznamo 3 regeneracijske modele, in sicer General, Variable in pa Identical. Kje se te 3 možnosti nastavijo? Te 3 možnosti se nastavijo, ko izdelujemo vzorec, in sicer pod Options imamo tukaj Identical, Variable in pa General. Če kurzor pustite na opisu, boste videli dodatne informacije, kaj ta tip vzorca točno pomeni. Ok, pa dajmo si pogledati. Torej, Identical tip vzorca je najhitrejši tip vzorca, torej regeneracija traja najmanj časa, ampak pod pogojem, torej izdelamo ga lahko samo v primeru, da so posamezni gradniki, ki jih vzorčimo, ločeni eden od drugega in so izdelani v celoti, torej ne smejo pasti iz modela, kot je to dovoljeno na primer pri Variable tipu. Torej za najhitrejšega pač moramo žrtvovati malo robustnosti. Potem Variable tip je bolj robusten, ampak regeneracija bo trajala malo dlje. Kaj pomeni bolj robusten? Torej, kot vidite, posamezni gradniki morajo enako biti ločeni, ampak lahko padejo oziroma niso v celoti izdelani, kot vidimo na tem primeru. Potem pa poznamo še General tip regeneracije, ta je po privzetem nastavljena v Creotu, traja najdlje, kajti gre za najbolj robusten tip vzorca, in sicer, kaj lahko vidimo tukaj, posamezni gradniki se lahko med sabo zajedajo, torej vidimo enega in pa drugega, in pa tudi lahko seveda padejo iz modela. Torej, kot sem omenil, traja regeneracija najdlje, dobimo pa najbolj robustno geometrijo. Ok, ker se pogovarjamo o sami regeneraciji oziroma o času, pa sem pripravil jaz tukaj še en primer, in sicer imam takole enostavno ploščo z luknjo na njej in bomo mi izdelali sedaj te 3 različne tipe in primerjali same regeneracije. Pa dajmo, pritisnimo tukaj pattern in bomo vzorčili tole luknjo v eni smeri in pa dajmo še v drugi smeri. Ok, in vpišemo število članov tukaj, naprimer v eno smer 32, v drugo pa 16. Poglejmo si, kateri tip vzorca imamo izbrani, torej imam General, ki je po privzetem nastavljen v Creotu. Dajmo potrditi in bodimo pozorni na regeneracijski čas oziroma kako dolgo bo trajalo, da tale vzorec izdelamo. Pa dajmo. Ok, tako vidimo, regeneracija se začela, gradnike nam izdeluje oziroma samo geometrijo na našem modelu in tale postopek, ker je seveda število lukenj veliko, traja kar nekaj časa. Zdaj na prvo žogo bi ocenil tam dobrih 10 sekund. Ok, zdaj, če bi želel spremeniti tip vzorca, lahko seveda tole zmeraj spremenimo pod Edit Definition, pod Options in izberem katerega od drugih. Ampak da ne boste rekli, da se je kakšne informacije vzorec zapolnil, bom jaz vzorec izbrisal in bom ponovno izdelal novega, tako da boste videli res, kakšne so razlike med enim in drugim tipom. Pa dajmo ponoviti zadevo, torej spet v eno smer, v drugo smer. Število bomo zagotovili enako, da bomo lahko naredili primerjavo in pod Options bom sedaj izbral tip Variable. Torej, smo rekli že hitrejši, ampak malo manj robusten. Pritisnemo Variable in zadevo potrdimo. In kot lahko vidite, vzorec je izdelalo precej hitreje, 2-3 sekunde, torej razlika je že tukaj precej očitna. Pa dajmo še si pogledati zadnji tip, torej spet bom ga pobrisal, da boste videli iz nule, enako kot prejšnja dva, torej v eno smer, v drugo smer, isto število članov,
torej 32 smo rekli in pa 16 in nastavimo tip na identical. In spet bodimo pozorni na čas, da nam tale naš vzorec izdela, potrdimo in kot vidite, v bistvu takoj že ob kliku nam naš tale vzorec pripravi. Torej razlika med identical in variable v primerjavi z general je res precej velika. Torej zdaj pa si predstavljate mogoče, da imate v vašem modelu več vzorcev, več teh patternov, ki lahko seveda kasneje precej povečajo regeneracijski čas samega modela. Torej splošno priporočilo je, da preden izdelate oziroma med izdelavo vzorca si pogledate, kak tip vzorca izdelujete. Če se gradniki med sabo ne zajedajo, potem lahko seveda izberete variable ali identical, če veste, torej ali bo padel z modela, ne bo padel. Torej v vsakem primeru pa je smiselno razmisliti o tipu vzorca, kajti prihranki na koncu v samem modelu, celoti pri večjem številu patternov ali celo v sestavi, kjer imate več komponent, ki vsebujejo patterne, lahko res precej veliko. Tako da dajte razmisliti, bodite pozorni naslednjič pri delu, ko boste sam vzorec izdelovali. Zdaj, če pa boste imeli še kakšne dodatne informacije, pa dajte se obrniti na nas, torej na našo tehnično pomoč help@audex.js in vam bomo z veseljem odgovorili še na kakšna dodatna vprašanja. Jaz se vam za vašo pozornost lepo zahvaljujem, lep dan in se vidimo na naslednjem namigu meseca. Hvala.